Pozdrav po novinarski konferenciji po 18. redni seji vlade. Na njej je bilo nekaj tem z vidika ukrepov za spodbujanje učinkovitosti delov državne in javne uprave. Tako da prosim kar ministra za infrastrukturni prostor, da predstavi svoje 2 točki. Ja, in lep dober dan in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Na podlagi zadolžitve oziroma sklepa vlade na eni izmed predhodnih sej je vlada danes obravnavala celovito poročilo glede priprave državnih prostorskih načrtov, tako glede problematike, ki zavira ustrezne aktivnosti na tem področju, kot tudi glede aktivnosti v bodoče in ukrepi in glede ukrepov, ki naj bi omogočili sprejemanje državnih prostorskih načrtov oziroma umeščanje infrastrukturnih projektov, predvsem na področju prometa in energetike, ki so pomembni za državo v prostor. Mogoče kot informacija, najstarejši prostorski načrt, državni prostorski načrt, sega v obdobje iz leta 2001. Pravi sklep o njegovi pripravi je bil sprejet v letu 2001 in še do danes ta prostorski načrt ni bil zaključen. Skratka, na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor smo pripravili celovito informacijo glede tega, tudi informacijo, ki smo jo usklajevali z drugimi resorji in tudi z drugimi resorji nekako pregledali vzroke, ki preprečujejo neko normalno časovnico, ki je po naši oceni 2 do 3 leta od trenutka, ko se sprejme odločitev o pripravi takega prostorskega načrta. Torej vzroke, ki to časovnico preprečujejo in ukrepe, ki naj bi omogočili normalno umeščanje v prostor. Tukaj je bilo največ energije in dela vloženega s strani našega ministrstva in Ministrstva za kmetijstvo in okolje. V nekaterih primerih smo tudi podrobno pregledali aktivnosti in ukrepe za naprej. V celoti pa je poročilo nekako sestavljeno iz 2 delov. V prvem delu poročila so navedeni ukrepi za hitrejše in učinkovitejše odvijanje postopkov priprave državnih prostorskih načrtov. In v drugem delu je predstavljena dinamika nadaljnjih postopkov, tudi časovnica za dokončanje in seveda tudi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da bo ta časovnica, tako kot je bila zastavljena, tudi spoštovana. Ugotovljeno je, da je za hitrejše aktivnosti potrebno v določenem delu spremeniti prostorsko zakonodajo, ne samo prostorsko zakonodajo, tudi okoljsko zakonodajo in še nekatere druge akte. In po tej poti bomo tudi nadaljevali. Vlada bo še v tem mesecu obravnavala nekatere nujne spremembe zakonov, tako z področja prostora kot z področja okolja, ki bi bilo potrebno sprejeti po nujnem postopku na julijski seji Državnega zbora. Na drugi strani je bilo ugotovljeno, da je velik problem nespoštovanje rokov. Mi v zakonodaji imamo določene roke, v katerih se morajo zgoditi odzivi pristojnih nosilcev, glede soglasij, glede mnenj. Ti roki so mnogokrat preseženi in gredo preko 30 oziroma 60 dni, tja do 6 mesecev ali več, kar pomeni, da bo potrebno v bodoče zagotoviti resnejši pristop in večjo osebno odgovornost posameznih nosilcev, ki so zadolženi za izvajanje aktivnosti v skladu za veljavno zakonodajo. Torej dosledno spoštovanje rokov in seveda proaktivno delovanje tam, kjer prihaja do takih ali drugačnih pogledov na postopek umeščanja s ciljem čim hitrejšega usklajevanja nasprotujočih si interesov. In v primerih, ko se ugotovi, da v posameznem okolju iz takih ali drugačnih omejitev neka umestitev ni mogoča, ali zaradi okoljskih, ali zaradi kmetijskih, ali zaradi omejitev iz naslova poselitve,
je potrebno v takih primerih seveda takoj pristopiti in najti alternativno rešitev, ne pa tako, kot se dogaja sedaj, ko se v takem primeru nek postopek ustavi in stoji 3, 5 ali še več let. Torej, področje zajema delovanje praktično polovice ministrstv v tej vladi, največ aktivnosti pa seveda na našem in ministrstvu za kmetijstvo in okolje. In v tej smeri so bili tudi sprejeti sklepi danes. Vlada se je poleg tega, da se je seznanila s tem poročilom o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih načrtov in potrdila aktivnosti in dinamiko priprave teh prostorskih načrtov, je tudi potrdila ukrepe za pospešitev priprave in našemu ministrstvu za infrastrukturo in prostor naložila, da izdela časovnice priprave posameznih DPN-jev, vključno z določitvijo nosilcev posameznih nalog in njihovih zadolžitev ter odgovornosti za realizacijo, in sicer do 15. septembra letos. V okviru te priprave, to seveda ne pomeni, da bodo zdaj aktivnosti stale do tistega obdobja, ampak se bodo normalno na posameznih prostorskih načrtih odvijale naprej, pospešeno, pomeni pa, da bodo v posameznih primerih, kjer prihaja do takih ali drugačnih blokad pri umeščanju, preverile tudi alternativne rešitve in v okviru tega sprejela dokončna odločitev na eni od jesenskih sej vlade. Naj povem, da je trenutno v proceduri na področju prometa 35 takih aktov, 35 državnih prostorskih načrtov in na področju energetike 33 in da ocenjujemo, da verjetno nekateri od teh zaradi časovne dinamike bodo ali spremenjeni ali pa zaključeni. Potrebno je tudi povedati, da je večina teh prostorskih načrtov sega v obdobje tam nekje med leti 2004 in 2008 in da še do danes kljub temu niso zaključeni. Recimo, eden izmed primerov, ki nekako pomemben z vidika razbremenitve prometne situacije na območju Škofljice, državni prostorski načrt za obvoznico Škofljica. Ta sklep o pripravi je bil sprejet v letu 2005. V letu 2005. In jaz seveda ne morem sprejeti dejstva, da je sedanji minister župane na tem območju s tistim, kar jim je povedal na enem izmed sestankov, pred nekaj meseci naplahtal. Naplahtali so jih moji predhodniki, tisti, ki 3 leta niso storili ničesar, da bi se na tem področju nekaj zgodilo. V tem gradivu je pa pri tem prostorskem načrtu zelo jasno in decidirano napisano, da se mora javna zgraditev zgoditi do jeseni letošnjega leta in da mora biti ta načrt sprejet spomladi prihodnje leto. To je zelo napeta časovnica in jo bo zelo težko doseči, vendar jo bomo dosegli. Tako kot smo dosegli zavezo, ki sem jo dal pred nekaj meseci v Brežicah, da bo državni prostorski načrt za hidroelektrarno Brežice sprejet do konca junija letos. Vlada ga bo obravnavala na eni od prihodnjih 2 sej. Kot je v tem dokumentu zelo jasno napisano, da bo državni prostorski načrt za hidroelektrarno Mokrice, ne glede na to, da gre za čezmejna vprašanja, sprejet do konca letošnjega leta. Teh obvez in teh rokov se bomo držali. Ne moremo prevzemati odgovornosti za tisto, kar se ni zgodilo v zadnjih 3 letih. In bilo je kar nekaj zavez in obljub, da se bo zgodilo že leta 2009, 2010 in 2011. Tej glede obvoznice Škofljica bi rad povedal, da gre za neko umestitev, ki poteka na robu nekega zavarovanega območja. Na robu zavarovanega območja, na robu Barja. Barja v celoti obsega nekih 320 hektarov površin. Površine za to obvoznico naj bi
obsegle skupaj z varovalnimi pasovi okrog 28 hektarjev in Zavod za varstvo narave oziroma pristojne inštitucije so ugotovile, da je potrebno na ta račun zagotoviti preko 200 hektarjev novih habitatov. To je seveda nemogoče in tudi ni potrebno in je nesprejemljivo. Kakor tudi ni mogoče presojati alternativne variante, glede katere je tudi ta isti zavod zahteval, da se jo presoja lisičje, ker je neumestljiva v prostor. In variante, ki je ne moreš umestiti v prostor, seveda ne moreš presojati. Tako da glede Škofeljce bodo šle aktivnosti v smeri, da se presojajo variante, ki jih je več, 2 ali 3 in ki potekajo po robu Barja, in v tem okviru tudi sprejela odločitev, ki je realna in je možna, kljub okoljskim in naravovarstvenim omejitvam. V vmesnem obdobju pa potekajo intenzivne priprave na zagotovitev drugačnega dostopa preko Lavrice in Škofljice, na ta način, da se bo na tem mestu uredilo prometno situacijo z krožiščem in zagotovitvijo v tem prehodnem obdobju začasne 4 pasovnice, ki bo omogočala ustrezno prometno absorpcijo v obdobju, dokler ne bo obvoznica Škofljica izgrajena. Tehnične parametre so strokovnjaki preverili. Osebno sem videl simulacijo, ki je bila na tej osnovi narejena in ta simulacija zagotavlja, da bo ta promet v tem vmesnem obdobju z relativno majhnimi ureditvami stroškovnimi omogočil normalen pretok prometa. Glede ostalih načrtov, ki so še pomembni z vidika razvoja posamezne prometne in energetske infrastrukture, pa je naša zaveza, da v skladu z predvidenimi spremembami zakonodaje in večjo odgovornostjo posameznih nosilcev, ki sodelujejo v tem postopku, zagotovimo to optimalno pripravo in realizacijo, ki pomeni, da tudi v tistih najtežjih primerih, ko je potrebno soočiti različna vprašanja in kontrirati različna mnenja, ta postopek, ta časovnica v nobenem primeru ne sme trajati več kot 3 leta. Drugo vprašanje, ki je bilo danes obravnavano, je vprašanje stanovanj, stanovanjskega področja. Vlada je sprejela odločitev, da 540 stanovanj, ki so bila umeščena pri različnih nosilcih, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Stanovanjski komisiji vlade. In že v letu 2009 nekako prenešena na Stanovanjski sklad Republike Slovenije, pa potem, po tistem, ko je prejšnja vlada sprejela odločitev o ustanovitvi javnega nepremičninskega sklada v letu 2011, prenešena na ta javni nepremičninski sklad, ki še ni začel delovati, ker ima rok uveljavitve konec letošnjega leta, da pač ta razmerja uredi, ker se s temi stanovanji, kljub takratnim bombastičnim napovedim, tukaj imam eno od teh, gre za to problematiko iz maja 2009, 540 stanovanj za mlade družine, da se pač ta problematika uredi, da postane lastnik in upravljalec večine teh stanovanj Republiški stanovanjski sklad, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, na način, da se preko tega portfelja poveča vrednost njegovega namenskega premoženja. Gre večinoma za zasedena stanovanja, od teh 540 stanovanj je samo 117 nezasedenih, no in od teh 117 nezasedenih jih je vlada danes s sklepom neodplačno prenesla na občine 90. Vsa ta stanovanja so prazna, propadajo vse od leta 1991 dalje. S tem je nekako vzpostavljena pot za dokončno ureditev teh razmerij, povečanje razvojnega potenciala v posameznih občinah, predvsem pa dokončna ureditev, da bodo ta prazna stanovanja končno dobila vsebino svoje uporabnike, najemnike, ki si bodo na ta način rešili svoj stanovanjski problem. Po občinah je pa shema sledeča. Na občino Novo mesto je bilo s tem sklepom prenešenih 13 stanovanj, na občino Brežice 10,
na občino Postojna 10, na občino Pivka 8, na občino Bloke 8, na občino Ilirska Bistrica 7, na občino Vipava 7, na občino Črnomelj 6, na občino Lendava 4, na občino Radeče 3, na občino Gornja Radgona 2, na mestno občino Celje 2, na občino Jih 1 stanovanje, mestno občino Ptuj 1, občino Ribnica 1, Slovenska Bistrica 1 in občini Vrhnika in Šentilj na vsako po 1 stanovanje. S tem nekako z mize odpravljamo nek problem, ki se je vlekel vrsto let in ki je na eni strani rezultat tega, da se ni uredil na ustrezen način, pomenil veliko škodo, kajti v vsem tem obdobju so ta prazna stanovanja propadala, nekatera bo zaradi potrebno porušiti, recimo v občini Bloke, in na drugi strani je država plačevala za ta stanovanja ne tako majhen znesek. Po takratni oceni pristojnih na Ministrstvu za obrambo v letu 2009, ko so želeli to urediti, pa so uredili formalno, ne pa dejansko, je ta strošek bil približno 1000 evrov na leto na stanovanje. V roku 6 mesecev so tisti, ki sedaj razpolagajo s temi stanovanji, dolžni zemljiško-knjižno urediti tista, ki še niso zemljiško-knjižno urejena, in vkolikor tega ne bodo storili v pol leta, bo na njihov račun to uredil Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Hvala, minister. Še vprašanja? Katarina. Videla sem, da je noter sklep vlade o uresničevanju glasovalnih pravic na prihajajoči skupščini Telekoma. Ravno danes je Telekom objavil, da je AUKN zahtevala umik dodatne točke, torej točke o imenovanju 6 novih nadzornikov. Kaj boste naredili, kakšen bo ukrep oziroma kako bo zdaj glasovala država na prihajajoči skupščini? No, s tem umikom jaz nisem seznanjen. Tudi menim, da vkolikor je do tega prišlo v nasprotju z veljavno zakonodajo. Vlada je danes to točko obravnavala na podlagi dokumentacije, s katero razpolagamo, in sicer gre za sklep Agencije za upravljanje kapitalskih naložb, kjer so poleg predsednice uprave podpisani tudi ostali člani uprave, se pravi predsednica in oba člana uprave. Sklepu je priloženo navodilo za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini Telekoma in vlada se je seveda opredelila do tega sklepa in sprejela navodilo za glasovanje oziroma usmeritve v skladu z zakonom. Do nesoglasja, če tako tako rečemo, je prišlo tudi v torek na skupščini Zavarovalnice Triglav. Sklep vlade o uresničevanju glasovalnih pravic je bil dejansko sprejet slabi 2 uri pred skupščino. Glasovanje je bilo nekoliko drugačno, kot so bili sprejeti sklepi vlade. Kako to komentirate in kako boste ukrepali? Tega ne morem komentirati, to ni vprašanje ne za ministra, ne za vlado, kar se te skupščine tiče. Lahko vam dodatno pojasnim glede skupščine Telekoma. Ta skupščina bo 21.6. Dokument, o katerem sem govoril, nosi datum za dne 12.6. Torej, ta dokument je Agencija za upravljanje kapitalskih naložb sprejela pred 2 dnevi in v tem dokumentu ni umika te točke, ampak je stališče Agencije glede glasovanja o novem nadzornem svetu. In do tega dokumenta in do teh navodil za glasovanje se je vlada danes opredelila in v sklepu v skladu z veljavnim zakonom naložila, kako naj Agencija za upravljanje kapitalskih naložb uresničuje glasovalne pravice na skupščini Telekoma. Vseeno me zanima, glede na to, da vlada je delno pristojna, je bilo danes kakorkoli govora o ukrepih oziroma obnašanju uprave AUKN na zadnjih skupščinah? Te točke danes ni bilo na dnevnem redu, pač pa točka glede uresničevanja glasovalnih pravic. Bo v kratkem? Vlada ima seje vsak teden. Zaenkrat v proceduri ni. Prosim.
Kako komentirate nove obtožnice v primeru oziroma v zadevi Šentviški predor, med obtoženimi oziroma obdolženimi je tudi obrambni minister Aleš Hojs? Vaš komentar? Ja, tole, kar bom zdaj povedal, čisto moj osebni komentar, ne. Se bojim, ne, da so v isti koš stlačeni tisti, ki so problematiko odpravljali in jo želeli odpraviti in poskrbeti za to, da se bo ta nesrečna zgodba zaključila na bolj racionalen način, kot tisti, ki so te probleme na Šentviškem predoru povzročili. Kar moram reči, je zelo slaba popotnica za neko vero v profesionalno strokovnost, neodvisnost in optimalno delovanje našega tožilstva in ostalih organov. Tu ni osamljen primer, teh primerov je kar nekaj, kjer prej dobijo obtožne predloge tisti, ki so na določene probleme opozarjali, kot tisti, ki so jih povzročili. Najhuje pa je, če se te stvari pomeša skupaj. Gregor Drnovšek, TV Slovenija, ste lahko glede teh imen pomešanih v isti koš mogoče malo bolj natančni ali pa bolj konkretni? Če pogledate časovnico, kdo je bil v katerem obdobju na čelu uprave Darsa, ne, lahko dobite odgovor na to vprašanje. Gotovo ni bil gospod Hojs pa gospod Rigler tisti, ki so te probleme zakrivili, ampak v tistih upravah, ki so želeli te probleme reševati. To je nekaj podobnega, kot če se bomo čez 4 leta ukvarjali s tem, da bo skupaj s sedanjo upravo Darsa za zgodbo na Dolenjki odgovarjala nova uprava Darsa. Ne. Mislim, da te stvari ne morejo biti tako pomešane, ker bo zdaj želela te stvari seveda reševati. Gospod Rigler, kot ste že omenili, v vašem ministrstvu oziroma na direktoratu, torej mu zaupate v tem primeru, glede na to, da je med obtoženimi? Ne vem, zakaj bi bilo vprašanje zaupanja povezano s tem postopkom. Pa še eno, mogoče malo drugačno vprašanje, glede nižjih kazni. Je danes vlada že kaj sprejela glede nižjih prometnih kazni? Kdaj lahko pričakujemo nižje kazni in v katero smer bo ta zadeva šla? Torej, na katere kazni se lahko vozniki računajo, da se bodo znižale, tudi tiste morda najbolj drastične oziroma najdražje? Zakon je v vladni proceduri. Jaz upam, da bo obravnavan na tak način, da ga bo mogoče v parlamentu obravnavati še na julijski seji. Gremo v smer, ki je bila v javnosti že večkrat izpostavljena, in sicer, da spremenimo prestrogo zakonodajo in previsoke kazni na tistih delih, kjer nismo evropsko primerljivi, kjer države, kot so Avstrija, Švica, imajo za podobne oziroma istovrstne prekrške bistveno milejše kazni. Se pravi, da ta del spremenimo in omogočimo na drugi strani seveda tudi neko preventivno delovanje. Ne spreminjamo pa te kaznovalne zakonodaje pri najtežjih prekrških. Dobro, še kakšno vprašanje za ministra? In sicer glede črpanja plina na severovzhodu Slovenije, gre za metodo, ki so jo v nekaterih državah že prepovedali in je nekateri označujejo s kontroverzno. Zanima me, če veste za to metodo in ali bo morda tudi Slovenija preprečila tovrstno črpanje plina. Nimam komentarja oziroma odgovora na to vprašanje. Bolj konkretno? Vprašanje za kolegico. Bodo strokovnjaki povedali svoje mnenje. Dobro, če ni nobenih vprašanj, se ministru zahvaljujem za njegov prispevek. Hvala lepa. Dovolite mi, da še osvetlim 2-3 točke iz današnje seje vlade. Vlada obravnava tudi informacijo o pripravi strategije razvoja Slovenije za obdobje 2014-2020 in sicer razdelila v 4 faze, od priprave in zbiranja do priprave končnega teksta in sprejema strategije v januarju 2013. Imenovala je tudi krovno skupino, ki predseduje minister mag. Radovan Žerjav, ter direktor Umarja mag. Boštjan Vasle.
in seveda omenjeni skupini nalaga, da v predvidenem roku pripravi ustrezne zaključke oziroma strategijo. Vlada je v okviru učinkovite javne uprave pripravila tudi pregled vseh zaostankov na področju upravnih zadev na drugi stopnji in zaostankov v EU zadevah. Gradivo bo objavljeno na spletni strani vlade. Ugotavljamo, da je število zaostankov precej veliko, okoli 10 000. Tukaj prednjačijo nekatera ministrstva, tako z vidika zamude, kot z vidika števila pripada zadev. Na recimo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve je skoraj 7 000 odprtih, nerešenih vprašanj na drugi stopni. Najstarejša nerešena sega v leto 2004. Recimo Ministrstvo za finance ima približno 2500 takih zadev, predvsem z vidika oziroma z področja davkov in carin. Vstopa pa morda še Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, kjer je približno 1400 takih zadev, najstarejša sega v leto 2002. Zdaj, vlada se je seznanila s tem poročilom in bo ponoven pregled razmer oziroma situacije na tem področju opravila čez 6 mesecev z jasno tendenco, da se zmanjša število nerešenih zadev. Ob tem morda samo še pojasnilo, torej gradivo, ki bo objavljeno na spletni strani in kjer navajajo odgovorno osebo, da ne bo nesporazumov, navajena odgovorna oseba je predstojnik tistega urada, oddelka oziroma službe, v okviru katerega se na drugi stopni rešuje dotična zadeva. Vlada je upravila še nekaj kadrovskih zadev, potem ne omenim pač zaključek razprave o zmanjšanju števila diplomatsko-konzularnih predstavništev, tako je odpoklicala 3 veleposlanike. Na predlog upravnega odbora JGZ Brdo pa je tudi razrešila direktorja JGZ Brdo. Zdaj pa, če ima še kakšno vprašanje. Za AUKN. Je bilo sploh predvideno, ni bilo predvideno, je bilo samo kot ne točka pod razno, kaj je bilo? Ne, minister za finance je omenil, da so časnik Finance pisali o tem, da naj bi danes obračunali z AUKN-jem, ampak dlje od te omembe na vladi ni bilo razprave, kot je minister omenil, je zgolj 100 točk dnevnega reda. Tako da o tem ni vlada. Nič o torkovem glasovanju na skupščini? Ne, ni bilo besede. Še kakšno vprašanje? Če ne, se vsem zahvaljujem za udeležbo in vas lepo pozdravljam.